Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji z učiteljem Cerkve. Tokrat spet gostimo visokega gosta. To je upokojeni beograjski nadškof, gospod monsignor magister Stanislav Hočevar. Dobrodošli, gospod nadškof, spet v naši družbi. Hvala lepa, pozdrav vsem. Kar nekaj odziva smo imeli na najin prejšnji pogovor. Upam, da pozitivne. Pozitivne, zelo pozitivne, tako da smo vam res hvaležni za vaš angažma, za vaš prihod v našo oddajo. Bogu hvala. Imamo veliko vprašanj, verniki, ki jih želimo zastaviti vam, učiteljem Cerkve. To je dobro znamenje, če je veliko vprašanj. Ja, v marsičem nismo poučeni, kot bi bilo treba. Tokrat bi pa začel s cerkvenim letom. Morda za začetek malo nasplošno o tem, kako poteka cerkveno leto, pa malo o vsebini teh svetih časov in navadnih časov. Hvala lepa. Kot rečeno, kjer je veliko vprašanj, je tudi veliko odgovorov. Sicer pa bomo vedno ostali nepoučeni, ker kolikor bolj dovolimo, da nas Sveti Duh poučuje, toliko več novih vprašanj se rojeva. No, kakorkoli, zastavili ste mi zelo lepo vprašanje. To vprašanje je mojemu srcu, mojemu razumu zelo blizu. Je z ene strani treba reči, da je to vprašanje dokaj težko, z druge strani pa nam najbolj blizu. Kajti, ko govorimo o cerkvenem letu, ali liturgičnem letu, ali bogoslužnem letu, potem pride vedno na vrsto tudi vprašanje časa. Kaj pa je to čas? Čas, v katerem živimo. Vsi imamo izkušnjo časa. Če bi pa morali odgovoriti nekomu, kaj je to čas, ali izraziti neko zelo kratko, jasno definicijo, bi pa nastale verjetno težave. V času, v katerem mi živimo, je to vprašanje posebej kompleksno. Zaradi tega, ker živimo v enem hitrem času, drugič, danes je vse zelo stehnicizirano, tretjič, zelo se poudarja želje po imetju, po uživanju, po uspehu in vse to vnaša tudi v naš čas neka manj primerna čustva, odnose in se ne porajajo tista najgloblja vprašanja. Vemo pa tudi iz zgodovine, da so radi različni filozofi na svoj način razlagali ateizem, uradni ateizem, tisti, ki trdijo, da Boga ni, pravzaprav ne morejo prav utemeljiti pomena časa. Marksizem je vse povezal z razrednim bojem, z revolucijo in bi izgledalo, kakor da so oni sami gospodari časa. Če pa gledamo na čas kot verniki, tu bom zdaj nujno zelo preprost, kratek, pa pridemo do docela jasne spoznanja, da pravzaprav, kar se nenavadno sliši, čas, to je Jezus Kristus in Jezus Kristus je čas. Kako to? Včeraj, danes in jutri? Tako, in to je že odgovor liturgije. Liturgija, bogoslužje najbolje, najgloblje pojmuje vse skrivnosti, vsa vprašanja življenja. Zato bo o tem še govorila. Ampak rad bi poudaril najprej tole. V najbolj vzvišenih besedilih Svetega pisma se vedno govori, da je Bog Oče, ki je stvarnik vsega, da je vse ustvaril iz ljubezni do svojega Sina, Jezusa Kristusa, do svoje besede. Vse je ustvaril, bi rekli, po njegovi strukturi, kar pomeni, da v Jezusu Kristusu vse dobiva svoj smisel. In vse je ustvaril tudi za njega. Kaj pa to pomeni? Da svoj smisel, svojo polnost dobiva samo v njem, v Jezusu Kristusu.
Zato sveti Pavel, ki je o vsem tem največ razmišljal, tudi pravi, da vse karkoli obstaja, obstaja v njem. On je nositelj, nosivec vsega. Zato tudi, kot ste že rekli, liturgija pravi, on je včeraj, danes in jutri. Ali še na drugem mestu pravimo, da je Jezus Kristus in začetek vsega, in dopolnitev vsega, in konec vsega, in je tudi središče vsega. Da bi to mogoče lažje razumeli, se je dobro vrniti v Jezusovo mladost. Potem, ko je prišel z 12 leti, seveda s svojimi starši v tempelj, ker je bil takrat uradno razglašen za bar micvaha, človeka postave, odslej naprej bo lahko tudi sam živel po zakonih postave. Kot odrasli, ne? Kot odrasli. To je neke vrste, če tako rečemo, vidite, že tudi v drugih verstvih bilo neke vrste našega pojmovanja Birme. Ampak vemo, da je on potem ostal v templju. Da je on ostal v templju, to ni bila njegova nepokorščina, neposlušnost ali ker bi preziral starše. Ampak on, in v tem je ravno se videlo, da je zrel, je bil tako zavzet, zainteresiran, bi danes rekli, za svoje življenjsko poslanstvo. Bog daj, da bi vsi današnji mladi bili tako zavzeti iskalci smisla svojega življenja. On je ostal v templju in kot vemo, je postavljal veliko vprašanj, da so se tudi vsi strokovnjaki za starozavezno svetopismo in postavo čudili, odkot njemu ta globoka vprašanja. Ampak na koncu, potem, ko ga je Marija našla, je tudi bila malo žalostna, da ga ni prej našla in je tudi rekla, zakaj si nama to storil. Potem je zelo značilno, izjemno pomenljivo, da svetopismo pravi, odšel je z njima domov v Nazaret, njima je bil poslušen in je napredoval v rasti, v dobi, v starosti in v milosti in modrosti. Vidite, tukaj se pokaže, kaj je smisel, pomen časa. Mi živimo v času, Bog nam je dal na razpolago čas, obdobja, imamo, bi rekli, življenjsko dobo. Vse je to namenjeno samo temu, da bi tudi mi rastli, napredovali v vsakem pogledu, še posebej pa v modrosti, v tistem splošnem, pravilnem pogledu na vse, v milosti pa predvsem pomeni ljubezni do Boga in do bližnjega, da je to prijateljstvo med Bogom, nami, med ljudmi in s celotnim stvarstvom vse večje. In vidite, tukaj je utemeljeno cerkveno ali liturgično ali bogoslužno leto. Ono nas mora voditi z ene strani, da vedno bolj odkrivamo Božje darove, stvarjenje vsega sveta. Zakaj danes toliko govorimo o ekologiji? Zakaj se mora v Dubaju toliko spraševati, ali bomo to stvarstvo ohranili ali ne? In vidite, če bi vsi spoštovali, kar v Svetem pismu piše, da bi napredovali v modrosti in milosti, pri Bogu in pri ljudeh, tako, ne bi bilo teh vprašanj. Če bi vsi mladi čutili, da je potrebno rasti, ne bi jemali mamila, se ne bi predajali lenobi, ne bi bilo takšnih ali drugačnih bolezni odvisnosti. No, da končam ta del in vidite, zakaj imamo potem zdaj, kot rečeno, eno liturgično ali bogoslužno ali cerkveno leto. Zato, da mi ljudje, ki zelo težko gledamo celotno življenje, vsa življenjska vprašanja in ker nenehno nujno rastemo zanesljivo v času, v dobi in da bi lahko skozi eno cerkveno leto dobro pregledali, bi rekli, vse detajle življenja, vse vidike, vsako najmanjšo podrobnost, zato vidite, eno leto traja,
ampak tako, da se ne gibljemo v začaranem krogu, kot bi nekateri hoteli, marveč spiralno. Da se vedno bolj in bolj in bolj dvigamo svoji zrelosti, kristjani bi rekli svetosti, rekli bi tudi, da popolnoma uresničujemo Božje načrte, Božjo voljo. Zato vidite, v enem samem liturgičnem letu pregledamo, se spominjamo, obhajamo vsa tista velika Božja dela. Prav to besedo je treba reči, mirabilia Dei, tista velika Božja dela od stvarjenja sveta, ko nas je prek stvarjenja Bog poklical v življenje, zatem vso zgodovino odrešenja do drugega Kristusovega prihoda, do eshatona, kot pravimo, do končnih časov. In vidite, v enem cerkvenem letu vse to razmislimo. In kar je najbolj pomembno, če je nekdo pravi vernik in zares sodeluje v življenju cerkve, potem bo lahko nujno dobival in najboljši vpogled, kaj Bog za nas dela, najboljšo možnost odkrivanja, kaj jaz lahko storim, in to mu bo pomagalo, da v vsakem novem trenutku svoje zgodovine, svojega časa uresniči tisto, kar je v tem trenutku, po tolikih letih, po tolikih izkušnjah, za njega najbolj pomembno. In še nekaj, samo znotraj cerkve, znotraj liturgičnega dogajanja, mi bolj močno poslušamo Boga, ki nam govori po Božji besedi, po cerkvi, po svetem pismu, sveti duh, ko smo zbrani. In zato je cerkveno leto, bi rekli, nekaj optimalnega za naše življenje, da lahko napredujemo. Od kdaj imamo pravzaprav takšno sestavo cerkvenega leta? Kdaj je cerkev uvedla in Glejte, to je že staro vprašanje, že v stari zavezi. Seveda, prava osmislitev sedanjega cerkvenega leta nastaja po Jezusu Kristusu v novi zavezi. Kajti Jezus Kristus je edina prava razlaga vsega tistega, kar je bilo v stari zavezi napovedovano. In prav zaradi tega, da bi cerkev lahko ljudem, vernikom predstavila vso to zgodovino, zato je polagoma uredila cerkveno leto. Tu bom kratek. Središče cerkvenega leta je, kar je prva najgloblja izkušnja prvih kristjanov, prav velikonočna skrivnost. To pomeni Jezusovo trpljenje, smrt in vstajenje. Ker tu se je zgodila, če smem tako reči, resnično prava revolucija. Ne nasilna, ampak v smislu razvoja. In zato nujno postaja velika noč center celotnega cerkvenega leta. In nedelje, ki so mala velika noč, dajejo ritem celotnemu cerkvenemu letu. Ker vsako nedeljo obhajamo potem te skrivnosti. Kako pa bi rekli, kot smo prej rekli, obnavljati celotno zgodovino stvarjenja, odrešenja in prihoda Božjega? Zato pa imamo tako imenovane posebne, močne liturgične čase. Imenujemo jih tudi sveti časi. Ko rečemo sveti časi, mislimo posebej na tele liturgične čase, to je advent, čas pričakovanja prihoda na Jezusovo rojstvo. Drugi močni čas, sveti čas, je božični čas. Tretji močni liturgični čas je čas priprave na Kristusovo velikonočno skrivnost. In četrti močni čas, velikonočni čas, povezan z binkošti, je naše uvajanje. Pravimo v mistagogijo, v to mistično duhovno življenje. Vse druge čase pa imenujemo čas med cerkvenim letom. Obhajamo tako imenovane nedelje v cerkvenem letu ali navadne nedelje.
In jaz mislim, da bi bilo dobro, dokler je še zdaj adventni čas, da bi se kratko zaustavila pri adventnem času. Torej, adventni čas traja 4 tedne, zato imamo 4 adventne nedelje. Mi imamo zdaj že v Sloveniji prakso, imamo tudi mi adventni venček, venec. Vsi, ki izdelujejo vence, se najbolj ne držijo zelo pomembne, bogate simbolike. Zakaj je ta krog predvsem? Ker on, ki ga pričakujemo, je Bog. Brezkončen. In mi živimo iz upanja, iz pričakovanja. Zato je ta krog zelene barve. V tem času je treba živeti s 3 močnimi duhovnimi razsežnostmi. To je čas hrepenenja, to je čas očiščevanja in to je čas čuječnosti. Bom še razložil te pojme. Ampak iz teh razlogov vidimo, zakaj naj bi bil ta zeleni krog, ker upamo na Boga, na večnost, povezan z vijoličastim trakom, ker vijolična barva je barva, pravimo, askeze. Pokornosti, samo da ta pokornost ni samo to, kar mi v Sloveniji mislimo, bom še razložil. In navadno vsi jemljejo kot nekaj negativnega, predvsem kot neko odrekanje in potem, ker danes to ni moderno, potem se tudi ne odpovedujemo veliko. Če rečem, da je to čas askeze, pomeni, jaz sem kot buden človek na važnem položaju. In da bi bil lahko na važnem položaju, moram biti tudi primerno oblečen. Jaz sem na nek način kot vojak in moram biti tako odet, tako oblečen, tako notranje pripravljen, tako trdnega zdravja, tako buden, tako gledati, tako poslušati, da vidim. Zato je prva naloga tega adventnega časa hrepenenje po Bogu, da bi odkril njega. In zato je tako pomembno, da v sebi prebudimo hrepenenje. Zato pesmi, zato melodija, zato zbrano, zato refleksija, zato branje dobrih knjig. Ampak to ni dovolj. Treba se tudi očiščevati. Kaj pa pomeni očiščevati? Gre za notranje očiščevanje. Jaz se lahko očiščujem samo v luči Božje besede. Zato sem prej rekel, ko gre za pokornost, to ni najprej odrekanje, ampak pozitivna moja moč, da poslušam. Cerkveni očetje govorijo o laudabilis curiositas, o pohvalni radovednosti. Želim vedeti, kaj Bog prav meni govori. On ima pismo ljubezni napisano prav za mene. In meni, posamezniku, ali sem 5 let star, ali 10, ali sem zaročenec, ali sem magister, ali sem učitelj, karkoli sem, vsakemu Bog govori tako, da bo on lahko rastel naprej. In vidite, druga pozornost je to, da poslušam. In da se torej v luči tega očiščujem tako, da odstranjam vse ovire, ki bi onemogočale mojo rast, moj napredek in tako dalje. Tukaj imamo velikokrat verniki težave, ne? Pravite očiščevanje v luči Božje besede. Ne? Vsak bi si rad postavljal neka svoja merila za to, kar je dobro in kar je slabo. Ne? Vendarle pa je Božja beseda tista, ki je merilo za to, kar je prav in kar ni. Ne? Ampak zakaj je merilo? Zakaj ljudje mogoče to težko razumemo? Najprej se mora vsak vprašati, ali sem se jaz sam ustvaril, ali mi je nekdo drug poklical v življenje. Ali mi je Bog dal take in take sposobnosti, take in take darove, taka in taka naravna hrepenenja, veselje in tako dalje. In zato samo Bog mene prav pozna. In zato samo Bog, ki edini mene prav pozna, mi lahko daje najlepše navdihe. In vidite, očiščevanje je to, da ne mislim samo to, kar bi bilo meni všeč, ampak kar mi Bog
govori. In seveda moje odrekanje s pokornostjo v tem, da si najdem čas, da ne gledam samo druge programe, da nisem stalno raztresen, ampak da se zberem, da govorim z Bogom, da se pogovarjam. In še posebej zanimivo je to, da šele ko se začenjam nečemu odrekati, potem dobim okus po odrekanju. Potem vidim, kolikor bolj se odrečem nepotrebnih stvari, toliko več sladkosti mi to prinaša, notranje veselje in počasi dobivam čut. Kaj pa je čuječnost? Čuječnost je prav to, da ohranjam to zbrano v vsakdanjem življenju in da povsod ohranjam, kar je zelo zanimivo, usmerjenost na tisto, kar je bistveno. Kaj mi koristi, da jaz poznam 100 in 100 stvari, tisto glavno smer, glavni tok življenja pa izgubim. Velikokrat se ljudje sprašujemo tudi, če bi mi Bog nekako razodel, kaj je njegova volja za moje življenje, jaz bi to izpolnil, ne? Ampak kaj nasplošno lahko rečemo o tem, kaj je Božja volja za kristjanovo življenje? Veste, to vprašanje je seveda temeljnega pomena, pa tudi zelo zahtevno. Prvič, ne pozabi, da nam je Bog dal toliko talentov. Dal mi je razum. Ali zares razumom iščem? Ali berem Sveto pismo? Ali poslušam verouk? Ali poslušam razlago? Drugič, ali molim? In ko molim, ali samo jaz Bogu izrekam svoje prošnje, daj mi to, daj mi to, daj mi to, ali pa najprej poslušam, kaj Bog od mene pričakuje. In šele takrat, ko jaz poslušam, kaj Bog meni govori, ko prosim, zato govorimo o razsvetljenju Svetega Duha, mi pa globoko v srcu Bog razodeva, kajti Bog noče nobenega nasilja. Razen, kadar smo mi res v veliki nevarnosti, pa hoče kakšenkrat tudi na malo bolj, recimo s kakšno nesrečo, mi spregovoriti, da nisem na pravi poti. Najbolj pomembno je to, da mi Bog govori prek mojega razuma, imam vest, vest pa moram očiščevati. Vest moram izpopolnjevati. O branju, o pogovoru, zato je tako dobro, vidite, da imamo rednega spovednika, da imam duhovnega voditelja in ko se odprem duhovnemu voditelju, takrat dobivam konkretne navdihe za svoje življenje. Skratka, ta čas, vidite, je izjemnega pomena prav zato, da bi jaz lahko rastel v pravem spoznanju, pravi volji in tudi, da bi se spominjal vsega tega, kar je Bog zame naredil, da potem lahko grem v tej luči naprej. Seveda bi bilo mogoče še podrobneje o tem govoriti, ampak za zdaj mislim, da je dovolj. Torej, rekli ste prvo, je hrepenenje. Hrepenenje po Bogu pa vsem lepo. Tako. Drugo, očiščevanje, da bi bilo to hrepenenje globlje. In tretje, čuječnost, da bi bil povsod pozoren na Božjo govorico. Ker Bog mi govori tudi po dobrih prijateljih, po cerkvi, po papežu in tako dalje. In vidite, prav zato od nedelje do nedelje prižigamo svečo, ki bi morala povečati moje hrepenenje, ker je zdaj več luči, da bi prišel tudi do več spoznanja, kjer je pa svetloba, tam je tudi toplota, da bi bila moja ljubezen bolj močna, kjer pa je ljubezen, svetloba, tam je tudi energija, da bi imel moč, da vztrajam do konca. Tako bomo iz adventnega časa prešli v božični večer in v božični čas. Tako. Božični čas je najkrajši, ampak je zelo poln. Vidite, mi težko razumemo, zakaj je božični čas z ene strani tako kratek in z druge strani na prvi pogled tako poln kontrastov. Vemo, da prihaja Bog, pa kako to, da Jezusa, Božjega sina, učlovečenega, položijo v jaslice. Mi zdaj samo uživamo, ker je to za otroke simpatično in potem navadno mislimo, da to ni zadosti zanimivo, potem pa napravimo še ne vem ko lučk, mlinov, vsega drugega, kar nas raztresa. Ampak mi bi morali prav v sveti božični noči
doživeti ta neizmeren kontrast. Marija položi v jasli, to je pravzaprav njen Jezusov grob. On bo torej stalno se na zemlji poniževal. Zakaj? Da bi mene, kjerkoli sem se zgubil v svojih slabostih, da bi me dvignil iz teh jasli, iz tega groba, iz tega blata, iz te zavrženosti. Ampak ni zanimivo, ko je Jezus rojen in postavljen v jasli in Marija ga je povila v plenice, da prav v tistem trenutku se nebo odpira in angeli prepevajo slava Bogu na višavah, na zemlji mir ljudem. Kaj to pomeni? Da prav Jezusovo približanje slehernemu človeku, celotnemu stvarstvu, tudi temu stvarstvu, ki je zabredlo. In zato vidite, ne smemo izgubiti zaupanje tudi zdaj, če prav tako onesnažujemo ta svet. Mi ga ne bomo rešili še s tolikimi, čeprav moramo si prizadevati za nov način življenja, ampak Bog ga vzdržuje. Božja dobrota vzdržuje ta svet. In vidite, Božič pomeni, da v trenutku, ko se je on rodil, je v svet že prinesel harmonijo. In to je ta slava Bogu in to prinaša tudi mir ljudem. In zato začnemo ob samem rojstvu obhajati božično osmino. Božič je tako velik, da ima svojo osmino. 8 dni naj bi prepevali slava Bogu, se veselili, 8. dan pa potem občudujemo njo, ki je rodila. Kar pomeni, to je Devica Marija, kar pomeni, da Bog tudi nam ljudem zaupa nekaj neizmerno velikega, da tudi mi lahko rodimo Boga. In potem je 8. dan obenem, kjer se v polnosti srečujeta Bog in človek, kakor se v Devici Mariji, tam se vedno začenja nekaj novega. Vidite, zato je tako zanimivo, da prav 8. dan Jezusovega rojstva, ko naj bi v celoti doživeli, da je Bog obenem postal človek in da je človek, Devica Marija, mati Jezusova, Bogorodica, Mater Božja, s tem se začenja tudi novi čas in je to 1. dan leta. In potem imamo 3. veliki praznik, Epifanija, razglašenje Gospodovo, ker cilj Jezusovega rojstva prihoda je, da bi ves svet odkril njega. Zakaj? Ker je vse po njem, za njega in v njem ustvarjeno. In zato takrat praznujemo prihod predstavnikov, iskalcev, poganskih narodov, vseh tistih, ki zares hrepenijo. In takoj vidite, že nedelja zatem je praznik Jezusovega krsta, kar pomeni, Jezus se je tudi kot človek zavestno odločil, da bo uresničeval očetove načrte. Skratka, božični čas, tako kratek, nam lahko pove, da je v tem novorojenem in Bog in človek. In ker se je tako hotel ponižati, ga je tudi Bog najbolj povišal. In zato je potrebno v tem času veliko stati v molitvi, sedeti v molitvi pred jaslicami. Videti to skrivnost, da tudi mi bomo lahko dosegli prave cilje, samo če bomo v ljubezni blizu vsem ljudem. Če bomo tako združeni z Bogom, kakor je Jezus iz Nazareta, če bomo tako združeni z Bogom, bomo tudi mi postali kot tista zvezda, repatica, ki bomo drugim kazali pot in bomo odkrili, da je krst nekaj, kar najbolj okrona moje človeško življenje, ker mi s tem pomaga, da moje življenje dobi poln smisel. To pa je, da v času razodevam in vso Božjo moč in vso človeško sposobnost, kaj lahko naredim, če sodelujem z Bogom. Zato vidite, sta ta 2 časa, advent, božič, tako neizmerno povezana, kratka, ampak nikar ne pozabimo moči tega časa. Je zares pomembno, da se zaustavimo in da si vzamemo čas, ker je to edini način, da tudi sami napredujemo. Z veliko bolečino spremljamo že od oktobra dogajanje v Sveti deželi
v Palestini, v Gazi. Letos, ravno sinoči smo slišali v poročilih, ne bo slovesnosti v baziliki Jezusovega rojstva iz sočutja, iz solidarnosti do teh trpečih Palestincev. O čem nam pravzaprav govori ta čas? Kaj se dogaja sedaj v sveti deželi, v krajih Jezusovega rojstva, njegovega življenja? Bi morali s pisateljem reči, komu zvoni, meni zvoni. To, kar se dogaja v sveti deželi, na Bližnjem vzhodu ali bolj konkretno v Gazi, je pravzaprav znamenje, kaj se dogaja z nami ljudmi. To ne gre za neko prisilno uvajanje ali prisiljevanje vseh ljudi, da bi sprejeli Jezusa Kristusa. Moramo pa vendar videti, da je Jezus Kristus razodel smisel našega življenja časa. Če ne iščemo sodelovanja z njim, če ne ustvarjamo prijateljske odnose, tudi tukaj in zdaj v Sloveniji. A smo Slovenci vsi že enotni? Smo že doživeli spravo? Tudi mi Slovenci, ki ne pospešujemo spravo, smo vzrok temu strašnemu dogajanju. Ker vsak naš najmanjši greh se pokaže potem na nekem ranljivem mestu. In zato je zelo neiskreno, da obsojamo samo posameznike, ne obsojamo pa najprej same sebe, ker ne iščemo te poti, ki nam jo je Jezus kot Bog in človek pokazal. Moramo vedeti, da Jezus ni samo Bog, on je človek in on je pot za vsakega človeka, ali ga sprejema ali ne. Tako je svet ustvarjen, da mimo človeka Jezusa Kristusa nihče ne more dojeti, kdo in kaj naj bi bil človek. In vidite, dokler ne bomo sprejeli to antropologijo. En naš slovenski pisec, ki potuje po svetu, je zdaj zapisal, tukaj se pokaže, kam vodi ta ateistična antropologija. In vidite, vse te težke stvari morajo nas, kristjane, samo še bolj potrditi v veri, v odgovornosti, da iščemo, da zares v svojem življenju vzpostavljamo ta odnos edinosti, harmonije z Bogom in med seboj. In zato bomo ta čas uporabili prav zato, da vsem tem razmišljamo, da več molimo, da pomagamo in obenem, da ne prenehamo upati. Kajti, če bi prenehali upanje, bi mislili, da ima premoč človeška zloba. Vendar moč ima Bog. Koliko ti naši mali problemi in veliki pravzaprav, ki so svetovnih razsežnosti, ki jih pravzaprav doživljamo iz dneva v dan, koreninijo tudi v tem, da ne spoštujemo, ne posvečujemo Gospodovega dne? Da, to je spet veliko vprašanje. Mogoče bi se najprej, če dovolite, lotila malo vprašanje nedelje same. Že prej sem omenil, da nedeljo dajejo potem ritem celotnemu letu. Smo odkrili in poznamo že iz Stare zaveze, da uporablja svetopismo to shemo enega tedna. Da je Bog ustvarjal svet skozi 6 dni, 7. dan pa je počival. Tukaj ne gre za eksaktno strukturo ustvarjanja, ampak to je pedagoški pristop nam ljudem, da bi lahko v skladu s tem, da sem ustvarjen, ker sem jaz Božja ustvarjenina, ker nisem jaz gospodar sebe, ampak me je Bog ustvaril, tukaj mi torej svetopismo pokaže, kakšen ritem življenja bi naj imel, da bi lahko živel zdravo, suvereno, srečno, da bi lahko napredoval, prav to, kar smo rekli, da piše za Jezusa, da bi napredoval in v
telesni, vsestranski rasti, pa tudi v milosti in modrosti pred Bogom in pred ljudmi. Gre za neki moralni red, ne? To je ta osnovni moralni zakon, ki je upisan v samo stvarjenje. In nihče ne more mimo tega. In glejte, ker je v Novi zavezi jasno, da je ta dan miru, počitka, novega življenja, obnove z Jezusovim rojstvom, in zato je odslej v Novi zavezi ta dan počitka nedelja, ki je glede na shemo pripovedovanja o stvarjenju sveta prvi dan, ko je Bog rekel, bodi svetloba. In je torej kaos spremenil v kozmos, v urejeni svet. In tako vidite, je učiteljstvo Nove zaveze hotelo, da povežemo prvi dan stvarjenja in prvi dan, torej dan Jezusovega vstajenja. In zato, da bi mogoče še lažje razumeli, Svetopismo stalno govori prvi dan, misli se po dnevu počitka, ko je bil v grobu, je Jezus vstal. Pravimo tretji dan, zato ker se tu upošteva hebrejski način pojmovanja dneva in je torej vstal tretji dan v tem duhu po smrti, petek. In govorimo tudi 8. dan, ko hočemo reči, da se nedelja obnavlja vsaki 8. dan. In tako, ko rečemo prvi dan, hočemo reči, da ima Bog absolutno zmago. On je ustvaril svet, ko ga je ustvarjal, in ga je obnovil z vstajenjem. Zato pravi Cerkev, čudovito si nas ustvaril, še čudoviteje pa si nas obnovil. Ko rečemo tretji dan, mislimo na to, da je Jezus trpel, umrl in stal. In to pomeni, je zmagovalec. Zato je tudi za nas vedno tako velika modrost. Mirno rečemo, po velikem petku prihaja velika noč. To pomeni, ni zadnja beseda, trpljenje, smrt, počitek, grob, ampak vstajenje. Ko pa rečemo 8. dan, hočemo reči, da moramo to skrivnost Božje navzočnosti stalno obnavljati. In da jo obnavljamo prav v liturgiji. Zato je vsaka nedelja, predvsem dan obhajanja Jezusovega vstajenja, je dan, ko bi se naj vsi Jezusovi učenci zbirali. Kar pomeni, da je občestvo med nami temeljnega pomena. Shajamo se, da bi bili in občestvo, ampak da bi se to občestvo obnavljali v moči Božje besede in svetega rešnega telesa Evharistijo. Zato ravno je nedelja dan Evharistije. Ker pa je Bog poslal tudi svetega duha na nedeljo, vinkošni dan, zato je vsaka nedelja tudi dan svetega duha, ko nas on obnavlja. In je tudi, smo rekli, 8. dan, kar pomeni, obhajajoč vso to zgodovino, ko sprejemamo Božjo besedo, sveto obhajilo, s tem že rastemo v milosti in modrosti pred Bogom in pred ljudmi in se torej pripravljamo za dokončni Jezusov prihod. In zato je, vidite, to nedeljsko zbiranje vsake nedelje od izrednega pomena. Zato, ker s tem se vključujem v tisti antropološki ritem, ki najbolj ustreza moji naravi. Se vedno povezujem z vsemi ljudmi. Vidite, zakaj imamo, je to nekaj nenavadnega. In za sveto obhajilo se reče komunijo in občestvo se imenuje komunijo. In zakaj je Cerkev izločevala, ekskomunicirala tiste, ki niso prišli? Ker razdira občestvo. Vsakikrat, in tega bi se morali mi kristjani bolj zavedati, ko ne prihajam v skupnost, ko se ne povezujem z drugimi, ko skupaj ne razmišljam, kaj mi Bog govori, nujno razdiram red v svetu, uničujem, nismo prijatelji.
Prijatelji se ne vojskujejo, prijatelji niso sovražni, prijatelji niso nevoščljivi, prijatelji se ne veselijo nesreče drugih in se ne borijo drug proti drugemu. In zato bi se najbolj mi kristjani zavedali, da smo prav mi kot kristjani, kot cerkev sol za prihodnost sveta. Smo res tisti kvas, ki omogoča, da človeštvo lahko napreduje. Če je cerkev torej zapovedala, da se je treba ob nedeljah shajati, da bi skupaj bili, da bi se bolj povezali, da bi poslušali Božjo voljo, da bi se obnovili, da bi bili poslušni, kaj nam Bog v vsakem času govori, ker je prav to smisel cerkvenega leta, da vsak dan, mi smo imeli torej davno telefon, pred temi sedanjimi telefoni. Ta najboljši telefon je Sveti Duh, to je naša vest. Bog nam vedno govori. Vidite, če bi to upoštevali, potem seveda ne bi bilo teh nesreč. Zakaj cerkev reče, obvezno je? Zato, ker nam hoče reči. Če boš šel po tej poti, boš hodil po zanesljivi poti. Če boš hodil po tem mostu cerkvenega leta, se ta most tvojega življenja ne bo podrl, ne bo porušil, ampak boš prišel do cilja. In zato so vse nedelje zapovedane in največji prazniki. Tisti prazniki, v katerih obhajamo te dogodke, kot je Jezusovo rojstvo, Božič, kot je Jezusovo vstajenje, kot je Jezusov nebohod, kot je postavitev Evharistije in še posebej tudi Marijin praznik, ne vsi, ampak tu, kjer je doživeta njen prihod na cilj, to je pa Marijino nebovzetje, veliki šmaren. Vidite, mi smo na te dneve povabljeni, da bi se udeležili vsega tega, kar sem našteval. Zakaj? Da bi lahko rasli, da bi napredovali, da bi bili v občestvu, da bi bili povezani, da med nami ne bi bilo razprti, ampak prehitevali drug drugega. In če smem, ker vem, da tudi to mnoge zanima, zakaj cerkev želi, da na te dneve ne delamo. Govorimo vedno o težaškem delu, o koristoljubju. Zakaj je to pomembno? Zato, ker smo mi vsi tako pogrezneni v ta vidni, otipljivi svet. Cel teden smo nekako v tem svetu. In cerkev nam pravi z nedeljo, s prazniki, draga duša, odkrij svoje polno dostojanstvo. Ti nisi samo telo, ti nisi potreben samo hrane, obleke, ti si potreben tudi ljubezni, ti si potreben resnice, ti si potreben smisla, ti si potreben prijateljstva, ti si potreben upanja. In vidite, zato je nedelja praznik dan, ko imamo čas, predvsem za bogoslužje, pa tudi za družinske pogovore, za pogovore s prijatelji, za to, da se približamo tistim, ki jih čez teden ne moremo videti, srečati. Prijatelji, da gremo bolj v naravo, da odkrijemo Boga stvarnika. In vidite, cerkev pa vedno tudi se zaveda, da je celotno človeštvo družina in da moramo skrbeti drug za drugega. Zato je jasno, da moramo tudi na nedeljo delati tisto, kar je nujno za preživetje. In mislim, da je to dovolj. Kakor doma skuhamo in kakor morajo tudi nekateri, da lahko ohranjajo občestvo človeštva, morajo biti na razpolago bolnikom, drugim težkim nesrečam, prav zato, da bi zaščitili to prijateljstvo v ljubezni. Ne da služimo denar, ampak da lahko pomagamo, da bi izgrajevali človeka. Kaj odgovarjate tistim, ki pravijo, to je moje življenje, nihče mi ne more ukazovati, kaj in kako bom počel? Vidite, to vprašanje je danes zelo psihološko občutljivo. Zakaj? Ker je danes se povsod tako poudarja tako imenovana človekova avtonomija. In Bog je zares nam dal določeno avtonomijo, ki pa ni iztrgana iz tega temeljnega dejstva, da sem ustvarjen. In ker sem ustvarjen,
ker se torej nisem sam napravil, ker se nisem dal vseh teh sposobnosti, kakor vidimo, da tudi vreme ne moremo sami voditi, pa prihajajo različni letni časi, pa se dogajajo druge stvari, kje jaz moram reči, da bom delal, kar hočem, če me doleti potres toliko drugih stvari. Kaj to pomeni? Svet je obstajal pred menoj in bo za menoj. In nihče ne more reči, da sem jaz lahko absolutni gospodar. Sem samo relativni gospodar. Samo to, kar se nanaša na moje življenjske naloge, poslanstvo. Znotraj tega pa se jaz lahko odločim, kakšen poklic bom izbral, kaj bom jedel, kaj bom pil, kako se bom oblačil. Telo, moje bitje, mi je pa darovano. In ker sem svoj subjekt, svojo osebnost, ker je v osebnosti človekovi Bog navzoč, ker imam dušo, to je tisti božji princip v meni, da hrepenim po absolutni sreči. In zato vsi želimo biti srečni. Vidite, zato moram sprejeti njega, ki je moj gospodar, in tako razvijati to hrepenenje po Bogu, da bi čim bolj odkrival njegovo voljo, kajti samo takrat bom svoboden. Je neverjetno, ampak samo če poslušam Boga, imam tudi svojo relativno svobodo v najvišjem možnem vrhu. Brez tega pa ne morem biti svoboden. In zato moramo danes vedeti, da je, kar tudi v naših cerkvenih časopisih, zlasti nekateri filozofi sijajno predstavljajo, v čem je naša svoboda, kako zares biti svoboden, kako zares sprejemati Božje načrte, da bi lahko potem čim bolj sebe razvijal v milosti in modrosti, in to mi bo narekovalo, kaj vse lahko naredim, kako je, kot sem že prej, kot sva govorila o mojem duhovništvu, rekel, da je samo Bog možnost vseh možnosti. Kolikor bolj odkrivamo Boga, toliko bolj odkrivamo, kako smo neverjetno svobodni. Zanimivo, kako nas Sveto pismo usmerja. Ljudje smo pač tukaj, ko ste omenjali, da delamo toliko za materialne dobrine. 6 dni denimo v tednu naj bi delali, za preživetje, 7. dan posvečali Gospodu. Vendarle, glejte, gospod nadškof, se dogaja, da ljudje po svetu stradajo. Nimajo osnovne vsakodnevne hrane za golo preživetje. Nam pa se dogaja, da se iz dneva v dan, da tako rečem, bašemo z vsemi mogočimi dobrotami. Smo izbirčni, si privoščimo le zelo kvalitetno hrano, nismo zadovoljni s skromnim. Ali bi nas preveč uživanja le odličnih dobrot moglo po naši smrti pripeljati tudi v stanje očiščevanja ovice? Prej sva govorila recimo o adventu in sva govorila tudi o tem, da je to čas očiščevanja. To ni seveda predvsem telesno očiščevanje, to je tudi del življenja, ampak očiščevanja našega spoznanja, naše volje, našega hotenja, naših spominov. Vidimo danes, še posebej iz področja, če splošen termin uporabljam, ekologije, kako je pomembno, da ne trošimo prek mere. Govori se, kako v Sloveniji že v prvem polletju potrošimo vse tisto, kar nam je namenjeno za celo leto. To se nanaša na vseh področjih, od kalodonta, vode, hrane, pijače, oblek in tako dalje. Ne znamo biti skromni. Bom še rekel, kako je to žalostno, da toliko hrane odmečemo, drugod pa vsako minuto toliko in toliko otrok umira od lakote. V čem je torej moje očiščevanje? Predvsem v tem, da najprej spoznam, da je tudi za moje telo, za moje zdravje najbolj pomembno, da sem skromen. Da uživam samo tisto, kar je za moje preživetje najbolj nujno.
da jemljem ne samo tisto, kar meni ustreza, kar je meni všeč. Koliko vidim ljudi, ki so bolni, pa skrivaj jemljejo sladkor, skrivaj jemljejo sol. Vidite, zaradi pretirane uporabe so že zboleli, ampak potem je v človeka prišlo to nagnjenje, da še več troši. Vidite, če ostanemo pri tem temeljnom spoznanju, če se bomo očiščevali, bomo videli, da je skromnost osebna, skupnostna, najboljši pot za napredek. Recimo, pravi politiki dobro vedo, da kolikor bolj je neko ljudstvo avtentično verujoče, da je samo to najboljši način vsestranskega napredovanja. Ker pravi vernik bo temeljito delal iz ljubezni, se bo žrtvoval, bo čim manj trošil in bo čim bolj solidaren. Blagor državi, ki imajo take ljudi, ki dobro pošteno delajo, ki malo trošijo in so solidarni. Zdaj pa vi pomislite, kaj porabi nekdo, ki jemlje mamila, ki krade, ker ga mora potem država hraniti in tako dalje, če so odvisni od mamil in podobno. Kaj to pomeni? Da smo mi, kristjani, prvi povabljeni, da, kot sem drugič dejal, v tem notranjem očiščevanju pridemo do pravega spoznanja, do prave volje, do pravega hotenja, da imamo moč vzeti samo tisto, kar nujno potrebujemo in vse drugo nameniti tudi za potrebne, za reveže. In s tem pomagamo drugim. In hvala Bogu je v Sloveniji, moram priznati, izjemno veliko dobrega. Slovenci, verniki, vzdržujemo Karitas, misijone, naše cerkve. In tu bi moral celoten slovenski narod, tudi tisti, ki ne priznajo cerkve in vere, priznati, da mi izjemno veliko storimo za vzdrževanje Slovenije, kulture in solidarnosti. In v tem je naša izjemna moč, zato bi naj na tem področju nadaljevali. In prav to, da veliko namenjamo za druge, nam potem pomaga, da nismo razsipni, da nismo požrešni, da nismo pohlepni, ampak da vemo, da z dobroto gradimo mostove povezovanja. Zato je seveda to potrebno, da tudi v vseh naših praznovanjih to upoštevamo, ker praznik ni v tem samo, da je preobilje vsega, marveč da je nekaj lepega, da je nekaj originalnega, da sami ustvarjamo, da smo sami čim bolj iznajdljivi. Če smem reči, jaz sem bil 23 let v Srbiji, nikdar nisem v življenju toliko dobrega jedel, kakor prav v postnem času. Brez mesa, samo zelenjavne stvari, ampak so pravi mojstri. In v tem je lepota tudi našega skromnega življenja, ker ko občudujemo svet in vse, kar je okrog sebe, to nas napolnjuje z navdušenjem, to nas napolnjuje z občudovanjem, hvaležnostjo in tako vedno bolj sodelujemo med seboj. Morda bi k temu še za konec tokratnega pogovora z vami pripel še to vprašanje. Danes smo priče, da se za agape po določenih slovesnostih v cerkvi pripravljajo mnoge dobrote in neredko izgleda, kot da smo na pravi gostiji. Kaj je primerna pogostitev za agape? Najprej bi rad rekel še besedo o praznovanju. Že prvi kristjani so storili tako, da so najprej obhajali Evharistijo, mašo, obhajilo, poslušali Božjo besedo in potem, da bi utrjevali prijateljstvo, so se zbirali tudi pri skupni mizi. Še posebej, da bi pomagali bolj revnim. Zato so tudi verniki že prinašali v cerkvi svoje darove, ki so se potem delili ali za skupno agapo ali za najbolj revne. In vemo, da je v človeku to nagnjenje, da ne pozna mere. Zato govorimo o temeljih
kardinalnih kreposti prav zmernost. To, kar sva že rekla, da znam uporabljati pravo mero. Veste, včasih moramo tudi to razumeti, ko so kakšni prazniki po naših župnijah, potem gospodinje hočejo nekako razveseliti vse in to včasih seveda prispeva k temu, da malo pretiravamo. Pomembno je, da je z ene strani zares gostoljubnost, velikodušnost, z druge strani pa, da vemo, da je v svetu zelo veliko potrebnih ljudi in da torej uporabljamo in pripravljamo tisto, kar pospešuje naše prijateljstvo, našo povezanost, našo ljubezen in obenem, kar se mi zdi, da se zelo lepo uveljavljalo, recimo po grebih, da se odpovemo pretiranemu številu vencem, šopkom in da to damo za namene. Tako lahko tudi na vseh drugih področjih ohranjamo tisto, kar je izraz naše velikodušnosti, gostoljubnosti, potreba po prijateljstvu, po občestvu, obenem pa tudi, da vedno mislimo na potrebne, lačne, na tiste, ki nimajo in da o prazniku nikdar ne mislimo samo tiste, ki so lahko prišli v cerkev, ampak da tudi vedno pomislimo na stare, nemočne, bolne in da poskušamo kaj tega odnesti tudi tistim. Potem bodo te dobrine, dobrote boljše razdeljene. Najlepša hvala, ekscelenca, za vaše odgovore, tako izčrpne, pomenljive. Že se veselimo vašega naslednjega gostovanja na našem programu. Hvala lepa in za to povabilo, za to možnost. Predvsem pa mi dovolite, da vsem gledalkam, gledalcem izrazim vse najlepše za advent in še posebej za Božič, da bi luč zasijala vsem nam v vsej polnosti. Hvala lepa. Tudi vam vse najboljše, drage gledalke in gledalci. Hvala za vašo tokratno pozornost. Še naprej ostanite na programu Slovenske katoliške televizije.